današnjem podkastu bomo obeležili prvo leto epidemije novega koronavirusa. Pogovarjali se bomo o koronaprojektu, ki ga v Mestnem muzeju Ljubljana peljemo že celoten čas epidemije. S tem se pridružujemo mnogim drugim dediščinskim ustanovam po svetu in pri nas, ki prav tako popisujejo, spremljajo in arhivirajo te zgodovinske čase, ki jih živimo. Z mano sta danes Blaž Vurnik, kustos za novejšo zgodovino, in Nejc Kovačič iz Muzejskega oddelka za komuniciranje, ki pod sloganom Čim prej korono v muzej vodita ta projekt. Verjetno se še vsi spomnimo, da smo informacijo o prvem primeru okužbe s koronavirusom v Sloveniji dobili 4. marca lani. Dober teden potem je bila razglašena epidemija, odločevalci so sprejeli veliko strogih ukrepov za omejitev širjenja virusa, vlada je prepovedala javne prireditve v zaprtih prostorih, na katerih je več kot 500 ljudi, 3 dni pozneje pa zbiranje na javnih prireditvah v zaprtih prostorih za več kot 100 ljudi, kar so iz današnjega vidika kar velikodušne številke. Prevladujoče geslo tega obdobja je postalo ostani doma. Leto dni pozneje vemo, da epidemija novega koronavirusa še ni zgodovina, hkrati pa že ima svoje mesto v muzejih. V Mestnem muzeju Ljubljana smo konec lanskega marca tako zagnali tako imenovani koronaprojekt. Kako je do tega prišlo? Spomnim se, da smo na začetku marca vsi nekako zmedeno z negotovimi občutki spremljali dogajanje okoli nas. V medijih smo slišali neke prve novice o koronavirusu, kaj to je, da govorilo se je, da so prvi primeri že tudi v naših mestih. Napovedovalo se je tudi zaprtje in ustavitev javnega življenja in kar naenkrat smo vstopili v neko novo realnost. Razmišljal sem, kako bi nekako muzej kljub temu ostal buden ali pa v stiku z širšo javnostjo oziroma z lokalno skupnostjo. In na nek način je ta korona doletela vse nas, se je vseh nas dotaknila. In sem nekako razmišljal, da bi mogoče izvedel nek projekt, neko skupno akcijo, v kateri bi lahko zbirali neko gradivo, ki bi pričevalo o tem času. In v bistvu od neke ideje do realizacije projekta je minilo zgolj nekaj dni. Idejo sem posredoval Blažu, ga vprašal, če v bistvu je to nekaj, kar bi lahko v našem muzeju izpeljali. Spomnim se nekih brainstormingov skupaj s teboj, Urša, da smo razmišljali, kako ta projekt predstaviti ljudem, kako ga nasloviti, kakšen slogan mu naj damo, in kar naenkrat je prišla ideja, slogan naj bo Čim prej korona v muzej. V bistvu s tem smo želeli sporočiti, da enkrat, ko bo korona zares prišla v muzej, bo pomenilo, da smo zbrali gradivo, da smo zbrali vtise, da smo nekako to korono res zapakirali in jo spravili v muzej in ni več del naše realnosti, ampak jo lahko spremljamo kot nekaj, kar je shranjeno, kar lahko zdaj analiziramo in pač gledamo nazaj v preteklost. No, tako je bila vse neka želja tega koronaprojekta, ampak očitno koronaprojekt še zmeraj živi, ni še končan. Ampak kljub vsemu pa mislim, da bo prišel čas, ko bomo lahko tudi ta koronaprojekt zaključili, da bo imel svoje mesto v muzejski zbirki. Ja, to je ena normalna reakcija muzejev oziroma muzealcev, da v nekih ekstremnih ali pa izrednih ali pa nenavadnih časih začnejo dokumentirati svojo okolico, svoj vsakdan. V bistvu odkar muzeji niso več razstavišča starih in lepih stvari, se odzivajo na take dogodke. Zdaj seveda ta korona čas, oziroma čas te epidemije oziroma pandemije je že v začetku dajal slutiti, da bo nekaj časa trajal, da bo izreden v mnogih pogledih, in tako je pač, smo ne samo mi, ne samo naš muzej, tudi mnogi drugi muzeji po Evropi začeli zbirati neke vtise, neke tudi materialne dokumente tega časa.
Torej, kaj bi mene zdaj zanimalo, je predvsem v bistvu razen tega poziva, koga smo pozivali, kako smo ga pozivali in kaj v bistvu, kateri, kot si rekel, Blaž, materialni dokazi tega časa so tako zdaj del zbirke. Kot tukaj le vidim, je v bistvu smo dobili v tem času že preko 1300 enot gradiva, to so fotografije, videoposnetki, zapisi, dnevniki, pričevanja, mogoče če izpostavita kakšne bolj zanimive ali zbirke ali pa kakšne predmete, ki so v bistvu zanimivi pričevalci tega nenavadnega časa, ki ga živimo. Ja, v nečem je ta naš čas še drugačen, kot so bili časi nekoč, če tako rečem. In to je ta digitalni svet, ki nam omogoča, da zelo hitro in neposredno nagovarjamo ljudi, naše torej potencialne sodelavce, tiste, ki nam lahko svoje osebno gradivo prinašajo ali pa pošiljajo v muzej. Tako da tukaj je bila ta akcija vaša z nemudnim odzivom na družabnih omrežjih zelo učinkovita, tako da smo pač začeli dobivati te fotografije, videoposnetke. Najprej seveda bolj take, zunanje, recimo, ljudje so začeli fotografirati prazne ulice, igrišča, ki so bila zaprta z varnostnimi trakovi in take stvari. Potem s časom so pa začeli prihajati tudi kakšni bolj taki, kako bi rekel, osebni pogledi na to, mogoče tudi malo bolj sprašujoči se. Ljudje so začeli, so videli, da gre za res, da bo to nekaj, kar bo vseeno opredelilo njihovo življenje. V tem smislu je zelo pričujoč en zapis ene gospe, ki je šla v tem času roditi, ki si je blazno želela, da se ji to ne bi dogajalo v tem tako pomembnem obdobju življenja, pa je mogla potem pač sprejeti en kup enih okoliščin in kompromisov v zvezi s tem. Podobni so tudi zapisi kakšnih starejših ljudi, ki so postali osamljeni in tako naprej. Tako da s trajanjem so te zapisi oziroma ta pričevanja postali bolj težki, recimo, v nekem smislu. Torej, Blaž, ti kot kustos si zdaj dobivaš in še boš dobil cel kup enih novega materiala, novih enot, ki se v bistvu vsi ukvarjajo s to temo korone in kako jo doživljamo tukaj v lokalni skupnosti, v Ljubljani. Ti si na nek način zdaj skrbnik teh zapisov v muzeju, pa me zanima, kaj se s temi stvarmi zgodi po tem muzeju, če so v tem recimo procesu obdelave oziroma interpretacije oziroma priprave mogočih razstav, pogovorov, publikacij v muzeju kot dediščinski ustanovi. Najprej seveda je bistven ta muzejski proces, ki zagotovi, da ves ta material, vse to gradivo postane del muzejskih zbirk. To pomeni, da se to gradivo dokumentira, vnese v dokumentacijski sistem, se ga primerno shrani, potem pa čaka na primeren trenutek. Zdaj interesi so iz raznih strani, od raznih deležnikov, da se bojo te časi v bistvu neposredno po njih, ali pa že kar vmes tudi v tem času na nek način publicirali, razstavljali. V resnici je zdajšen trenutek že nekoliko drugačen od tistega pred enim letom. Ne nazadnje, danes, čeprav je stanje epidemije precej slabše, praznih ulic ni na tak način, kot jih je bilo takrat takoj v začetku. Potem recimo, če rečemo zdaj, če gledamo eno leto nazaj kot v zgodovino, danes ni več te fascinacije z maskami, kot je bila pred enim letom. Ogromno fotografij smo dobili, kjer so te maske nataknjene na spomenike, na Cankarja, na Rožniku, na Kocbeka v Tivoliju, pa še kam drugam. Veliko je bilo teh mask doma izdelovanih, in tudi te fotografije smo dobivali, tudi mask nekaj imamo in jih bomo še pridobili. Zdaj je maska postala v bistvu nujno zlo, ni več predmet nekega prespraševanja ali pa neke ustvarjalnosti lastne in tako naprej.
Tako da ja, v resnici se v zelo kratkem času lahko pokaže, da lahko interpretiramo, ne, ali pa vsaj spominjamo z nekimi mogoče manjšimi razstavami, mogoče virtualnimi ali pa internetnimi predstavitvami tudi čas, ki ga še ni konec. Ne. Jaz bi sam na tem mestu še povedal, da dejansko ena začasna spletna predstavitev že obstaja, tako da na spletni strani Mestnega muzeja pod spletno razstavo Korona projekt objavljamo z zadovoljenjem avtorjem seveda ta zbrana gradiva, tako da nekaj tega si lahko že pogledajo naši obiskovalci spletnega mesta, kaj vse smo dobili oziroma, kakor je Blaž omenil, da vidimo dejansko, kako so bili res tisti pravi prizori praznih ulic, ne, ki smo jih mogoče zdaj že malo pozabili na neko srečo. Kot rečeno, epidemija še ni zaključena, to je stvar nove realnosti, pa me zanima, kako se potem tudi ta projekt nadaljuje, ali je še vedno moč sodelovati in kdaj nam ta fundus, recimo, ki tako nastaja, lahko potem postane tudi, ne vem, material mogoče kakšne interpretacije muzejske razstave. Zdaj, kar se tiče samega projekta, ga bomo nekako peljali naprej, dokler bo korona res nekako zažrta v naša vsakdanja življenja. Še zmeraj zbiramo gradivo, spletno gradivo, digitalno gradivo v obliki fotografij, videoposnetkov, audio pričevanj, tudi zapisov, ne vem, v obliki dnevnikov ali tako kot nekih knjižnih zapisov. Tako da ja, v bistvu zaenkrat se dela ta nabor gradiva, kasneje v bistvu v neki drugi stopnji pa poteka potem obdelava gradiva in shranitev v našo digitalno muzejsko zbirko. O tem bo, mislim, da malo več lahko povedal Blaž. Ja, na vsak način tudi mene zelo zanima, kaj se bo še zgodilo. Ne? In od tega, kaj se bo še zgodilo, je seveda odvisno tudi, kakšne vrste dokumenti tega časa bodo še prihajali v muzej tudi v prihodnje. Ne? Sej, tudi ko enkrat ta beseda koronavirus ne bo več tako zelo opredeljevala naših življenj, ne? Takrat bojo ljudje še najdli doma nekaj, kar je zaznamoval njihov vsak dan v času epidemije, pa se bodo spomnili na muzej, ne? Saj se tako tudi pri kakšnih drugih stvareh ali pa dogodkih dogaja. Ne? Na vsak način bo zanimiva tudi ta verjetno dokumentiranje tudi nekih okoliščin življenjskih, nekih sprememb navad, recimo, ne? Tega se potem se bodo gotovo lotili etnologi nekoč, ne? Recimo je na tako moje opažanje, ki je sicer mogoče malo bolj za hecga, lahko omenim, ne? Je to, da smo se ljudje v tem času navadili stati v vrstah pa se gužvati, gnetati, ne? Čeprav je ravno obratna logika pri teh izolacijah, ne? Ampak recimo 1 leto nazaj bi skrajno bizaren pogled bil na vrsto pred trgovino, ne? Da te spustijo not. Danes se pokorno v to vrsto postavimo in stojimo v njej in se nam to sploh nič ne zdi čuden, ne? Ravno tako tudi recimo razni kraji, kakšni teli hribčki okrog Ljubljane, ne, ki so včasih bili bolj ali ne opusteli, osamljeni, šel si tja malo v samoto se sprehoditi po teh cestah, ne. To je zdaj ratalo pač bolj, bi rekel, obiskano, ne, zaparkirati več ni, domačini grdo gledajo in tako naprej, ne. In to so vse pač neke spremembe, neke navade, ki bodo ostale v ljudeh, ne, ki se ne bodo tako hitro spremenile ali pa povrnile nazaj na neko staro normalnost, ne. Torej, hvala Nejc, hvala Blaž, še enkrat v imenu muzeja vas vse toplo vabim poslušalce, da vstopite v kontakt z nami, da delite z nami svoje opažanja, svoje dojemanje in doživljanje teh časov. Konec koncev so zgodovinski, to gotovo lahko rečemo in držimo pesti, da se mogoče te vrste zgodovinskih časov čim bolje končajo in čim prej končajo. Lepo pozdravljeni.